Tako, ja, dobrodošli. Verjetno imamo za Karmen toliko vsebine, da bi lahko sedeli 3 ure tukaj, ampak se bo poskušala biti krajša. Jaz sem bil malo zase, da bi bil predolg. Je že poklicana informacija. No, ne vem. Če štartam iz naslova tega svetopisemskega maratona, pa tudi tega današnjega pogovora, spregovoril si mi na srce. To je vzeto iz knjige Ozeja, iz 2. poglavja, iz 16. vrstice. Pravi takole: zato, glej, jo privabim, popeljemo jo v puščavo in ji spregovorim na srce. Sprav, jo privabim, popeljem jo v puščavo in ji spregovorim na srce. Sprav, Gospod nam bo spregovoril na srce. Kje? V puščavi. Kaj je ta puščava? Puščava je lahko simbol preizkušenj, pa stisk, ki jih mi doživimo v svojem življenju. In kaj bomo odkrili v puščavi, oziroma sredi teh naših stisk? To, da je Bog nekdo, ki nam je blizu. Se pravi, to je spoznanje puščave. Zato vsakič, ko se vprašamo, zakaj me je zdaj nekaj doletelo, bolezen, odvisnost, izguba službe, stiska, ne vem kaj, morda zato, da bi doživel, da mi je Bog blizu, ali pa doživela, da mi je Bog blizu. Se pravi, pot do tega, da se srečam z Bogom, je vedno očitno najprej preko samote in tišine. Recimo, če poznate to Elijevo zgodbo, Elija je prišel do votline in prenočil. In glej, zgodila se mu je Gospodova beseda, rekoč: kaj delaš tu, Elija? Rekel je: ves sem gorel za Gospoda, Boga nad vojskami, kajti Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo, podrli tvoje oltarje in z mečem pobili tvoje preroke. Jaz sam sem ostal, a tudi meni strežejo po življenju. Prav, Elija v veliki stiski, morda depresiji. Potem pa pravi naprej, pa je rekel, odgovor, ki ga je dobil, pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda. Potem pa opis. In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki ruše gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil potresel. In za potresom ogenj, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: kaj delaš tu, Elija? Rekel je: ves sem gorel za Gospoda, Boga nad vojskami, kajti Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo, podrli tvoje oltarje in z mečem pobili tvoje preroke. Jaz sam sem ostal, a tudi meni strežejo po življenju. Gospod mu je rekel: pojdi, vrni se po svoji poti proti puščavi in tako naprej. Se pravi, dejansko Elija še enkrat ponovi to, kar je že prej rekel. In šele takrat, se pravi, ko je minil vihar, ko je šel mimo potres in ogenj, šele takrat je bil sposoben slišati Gospoda. Se vam bo da tudi v našem življenju, če hočemo slišati Boga, je verjetno prvi korak to, da se umirimo. Da gre mimo vihar naših čustev, ali kakršenkoli drug vihar že divja, ker preprosto se ne moremo slišati, če se najprej ne umirimo.
In potem pa lahko slišimo Gospodov glas. V tem merljivem primeru mu je pač dal neko navodilo, kaj se da naprej. Se pravi, če se ne umirim, in to nekako tudi moja duhovna izkušnja v mojem življenju, velikokrat sem namreč v molitev začel tako, da pa tudi vsi mi tako prakticiramo, se usedemo v kosilo in očetenci na Svetega Duha, noben se ni umiril, noben se ni povezal z Bogom, tako naše blebetanje in od take molitve, kakšne hude koristi ne more biti. Ker je to nekaj iz navade, ker rata neka mantra, ki je sicer lahko ponavljam, ampak nisem z mislimi, kaj še ne zduša zraven, ker se najprej nisem umiril. Ignacij ima eno preprosto navodilo, ki se tiče molitve, pravi, pred krajem, kjer boš molil, postoj, korak ali dva pred krajem. Za čas Oče naša, to je že kar pol minute, ne? In se zavedaj, kam vstopaš. Zavedaj se, da te Bog gleda. In potem naredi gesto spoštovanja. Še potem pravi pa se uleži ali usedi ali poklekni ali pač karkoli ti tvoja notranja drža nekako ustreza v tistem trenutku. In vem, da če se jaz moram v eni stiski obrniti na Boga, je prvi trenutek je to, da se umirim, da sploh se lahko obrnem nanj. Če se ne sejim, potem jaz lahko začnem z svojim monologom, ampak morda se samo vrtim okrog sebe. Nisem v odnosu. Tako kot je velikokrat lahko v naših odnosih. Nekdo govori, drugi ga ne posluša. Meni je Dietrich Bonhoeffer, en tak duhovni voditelj, osebni, se ga poznate, protestantski pastor. Ubili so ga nacisti, zato ker je koval zaroto proti Hitlerju, skupaj s svojim bratom in drugimi. On govori o nujnosti in moči molka. Pravi, prava beseda se rodi iz tišine, prava tišina se rodi iz besede. Molčati ne pomeni, da bi ostali mudci, kakor govoriti ne pomeni, da bi postali klepetulje. Prav molčanje, tišina je potrebna, da se lahko rodi beseda. In potem, ko slišiš beseda, spet sledi tišina. Tista beseda mora potem nekako odmevati naprej v meni. Prav kristjan z molkom želi poslušati, to je poslanstvo kristjana, z molkom želim poslušati. In danes v tem svetu, ki je nasičen s podobami in zvoki in sporočili, se moramo spet naučiti, kako utihniti, se umakniti, obmolkniti. Molk pred poslušanjem besede, z veliko nam omogoča, da jo res znamo poslušati, zato nam bo spregovorila v primernem času. Smo vidimo, koliko poudarka, se pravi, da Bonhoeffer na tišino. Zaprav vsi veliki učitelji dajo poudarek na tišino. Vsi veliki duhovni učitelji. Ne morem slišati, če najprej ne utihnem. Ne morem moliti, če najprej ne utihnem, če se najprej ne umirim. To je prvi korak. Se pravi, tišina je ustvarjen prostor za besedo, prostor za odnos. Če se srečam z enim prijateljem na kavi, če sem jaz samo povem tega, kaj se meni dogaja in tako naprej, in kar teče iz mene ven, da sploh ne bo prišlo do pogovora.
Če pa jaz utihnem, s tem ustvarim prostor za prijatelja, da začne govoriti o njem pomembnih stvarih. In tišina poslušanja je to, da izpraznim lastne misli, zato da bi sprejel misli drugega. Meni je blizu Silvano Fausti, to je italijanski jezuit. Enkrat sem bil v seli Val Gardena na duhovnih vajah in še vedno se spomnim, kako nam je svetovalo, ker smo pač spremljali študente v pogovorih. Pravi, kako poslušati? Poslušaš tako, da mi smo vedno skušnjavi, da ko nekoga poslušamo, že iščemo, kaj bi odgovorili, kaj bi mu svetovali, kaj bi... Prav, najgloblje lahko tako poslušaš, da v sebi izgovarjaš vse, kar je tvoj sogovornik povedal, kot da ti sam to govoriš. Potem pride do tistega resničnega poslušanja. Drugače pa že premišljujemo o tem, kaj bomo mi sami povedali v odgovor, še preden nam je morda oseba uspela povedati do konca, kar je želela. Zdaj, če govorimo o prostorih, se pravi, kjer Božja beseda nekako se, ali pa Bog lahko nam spregovori na srce. Ne vem, bil kdo včeraj tukaj, ko je imela Helena pričevanje, Helena Rozman. Vidva sta bila, ne? Tako zelo mi je padlo v oči, kako je rekla, ona je zbolela za rakom na dojki in ima 4 otrok. In ona je na svojo prvo kemoterapijo vzela svetopismo. In tam je začela brati in je Bog, ona je rekla, Bog mi je dal dobro besedo na srce. Se pravi, veseli se v Gospodu. Predstavljate se na kemoterapiji, veseli se v Gospodu. Ampak ravno to je potrebovala. Zanjo je kemoterapija postala tisti prostor, kjer je lahko utihnila, odprla svetopismo in začela poslušati. Se pravi, branje svetega pisma, pravi pol kasneje, med to preizkušnjo, je dalo občutek varnosti kljub strahovom, ki jih je doživljala. Se pravi, Bog me lahko nagovarja, če se pustim nagovoriti, preko svetega pisma. In vsak ima ta vir na dosegu roke. Potem, če recimo pogledam svojo izkušnjo, jaz najprej nisem vzel svetega pisma v roke. Ko sem jaz dobil svetopismo pri Birmi, sem ga dal predal, pa ga nisem več prebiral. Tako nekako je bilo z menoj. Ampak prvo duhovno branje, ki mi je prišlo v roko, je bilo pri mojih 19 letih, kajti do tistega trenutka se pa nisem več zanimal za cerkev, ko sem služil v vojaški rok v Nikšiču in sem malo iz protesta, malo iz interesa, ker sem pač iskal odgovor na smisel življenja, pa pri stricu vzel neke verske literature in med njim je bila tudi ena knjižica Kristjanovih obzorij, starejši morda še poznate to. Jezuiti smo izdajali Kristjanova obzorja. In v tistih Kristjanih obzorjih je bil en članek, drugi se sploh ne spomnim, ampak spomnim se pa, kako sem to bral. In ko sem prebral tisti članek, mi je Bog preko tistega članka spregovoril. Tisti članek mi je razbil mojo podobo o Bogu, ki je bila napačna. Ker je govoril o napačnem razumevanju pa pojmovanju Boga, ki je pač posledica neponestavljene katehetske razlage o svetopisemski zgodbi stvarjanja. To, da je pač Bog ustvaril Adama in Evo, potem je popustil, da se naprej razmnožujeta. Tudi kasneje v svetopismu pravi, da otroci so bili potem pa Adamu so se rodili otroci, Set se mu je rodilo, ki pa je bil po Adamovi podobi, ne več po Božji. Adam je bil še po Božji podobi.
In tudi mi smo nekako rasli v tem razumevanju, ok, Bog je ustvaril Adama in Evo, ne, ok, jaz pa, zdaj sem pač posledica, zame se pa ne briga, kaj dosti, ne, tako. In zame je bilo pač odkritje, takrat eno spoznanje in ta človek mi je pomagal, ne, Bog je ustvaril mene osebno. V Psalmu 139 pravi, me je stkal v materinem telesu. In potem se spremeni nekaj v odnosu. V mojem odnosu do Boga se je nekaj spremenilo. Ker ko sem se zavedal, da je pa ustvaril mene osebno, takega, ko sem, da je bilo to zame popolnoma nekaj novega, kar mi je pomagalo, da sem začel sprejemati samega sebe. Pred tistim se nisem. Jaz preprosto iz tega dejstva sem rekel, če me pa Bog ustvaril in je očitno zadovoljen s tem, zakaj pa jaz ne bi bil, ne? Zakaj se jaz sekiram zaradi svoje zunanje podobe ali česarkoli. Če pa Bogu to vreden. No, potem recimo, se pravi, to je zdaj recimo duhovna literatura, tudi en vir, ne, kako nam lahko Bog spregovori na srce. Potem prek umetnosti glasbe. Jaz tukaj vodim zdaj Rahel in Vinograd, ne, to so duhovne vaje za žene in može, ki so doživeli travmo splava. Tam precej uporabljamo glasbo, ker zelo pomaga udeležencem v procesu njihovega žalovanja, pa jim tudi daje novo upanje. In recimo tako predvajamo na pesem Fly, ne, od Celine Dion, ali pa A Mother's Prayer. Poznate Celine Dion? Večina. Tega pa verjetno ne veste, ne, da se je mama od Celine Dion odločila, da bi imela splav. Vendar je potem šla na pogovor k katoliškemu duhovniku, ki, ne bom rekel, da je pregovoril, ampak vsekako po pogovoru z njima, ne, se odločila, da ne bo naredila splava. In jo sprijela in z vsem srcem imela rada, ne. Ampak morda je to tisto, kar je Celine Dion naredilo občutljivo za to temo. In njene pesmi so prav taka tolažba za žene, neki, ali pa može, ki so imeli splav, ki govorijo o tem odnosu do otroka. Sam tudi recimo se spomnim, ko sem študiral teologijo v Dublinu, odkril eno glasbenico Jessie Velasquez, eno Američanko, ki poje nekaj vrsti krščanski pop. In ena njena pesem je bila Lost Without You, izgubljen brez tebe, ki mi je v tistem trenutku, ko sem se malo znašel v enem težkem obdobju, zelo pomagala. In sem jo velikokrat poslušal, Lost Without You. In tukaj vidimo, kako Bog uporablja besede umetnikov, da bi prinesel upanje pa blagoslov. Zdaj sem se pravzaprav spomnil na Simona Gregorčiča, ki je bil zame verjetno prvo svetopismo, ki sem ga odprl. Njegove pesmi, poezija, no, lahko rečem, da mi je pomagala spremeniti moje življenje. Se želja po spremembi je bila že prej v meni, ampak v tistem trenutku sem nekako to odkril v domači knjižnici. In ko sem bil v tisti stiski, zaradi študijskih neuspehov, mi je pomagala pesem Življenje ni praznik. Se pravi, meni je Bog takrat preko Gregorčiča spregovoril. In mi dal smisel in smer in upanje. In kasneje me je to tudi pripeljalo na nek način do duhovništva, verjetno spet. Ker je tudi preko daritev Boditi življenja celo ta druga pesem, ki jo še vedno znam na pamet,
tudi nekako me oblikovala v tej smeri, da sem postal odprt za ta življenjski klic. Drugače verjetno ne bi bil. Tako da glasba, poezija, umetnost so spet ti viri, po katerih mi Bog lahko nekaj zašepeta na srce, ali pa umetnost, se pravi podobe, knjige. Spomnim se Rembrandta, se poznate verjetno to sliko, ne? Ja, lahko rečem, da velikokrat tako sem jo vzel za meditacijo, za molitev. Ne? Tisti, ki ste morda brali Platno ljubezni od Henrika Newmana, vas je tudi verjetno nagovorila ta slika še bolj globoko potem, ko on opisuje svoje duhovno življenje, kako je bilo njegovo duhovno življenje spremenjeno ob tej sliki in kako je vplivalo na nje. Tako da to so in še marsikaj drugega, ne, od tega, da ti lahko Bog spregovori preko narave, preko marsičesa, ti zašepeta na srce. Ampak zdaj bi podal besedo Karmen. Ja. Da nam ona podeli, kako pa njej Bog šepeta na srce. Ja, to bi rada preko enega osebnega preživljanja moje zgodbe, ko mi Bog zelo močno spregovoril na srce in sicer v križu, v trpljenju. Ker sem ga najprej zavrnila, da ga nisem hotela sprejeti. Ampak ravno tam me je on čakal. Kaj se mi je zgodilo? Zdaj v zadnjih letih propadel mi je zakon zaradi nasilja. Morala sem celo dati prijavo na policijo, tako težko je bilo in potem mož odgovoril z enim maščevanjem in preganjanjem po sodiščih, ker se še vedno dogaja. Potem seveda se je razbila družina. Zdaj ne živijo več vsi otroci pri meni, ampak samo še najmlajša hči. Izgubila sem službo, potem izgubila sem stanovanje, tudi s pomočjo bivšega moža, ki je to dosegel na sodišču in zdaj živim v eni majhni garsoneri v najemniškem stanovanju, precej slabših pogojih kot prej. Pa umrla mi je mama. Tako da nekako sem bila deležna, ko ga psihologi vrščajo vseh tistih najhujših stresov, ki jih človek lahko v življenju zgodi. In to v enem zelo kratkem obdobju, vse to, kar sem naštela, se je v večini zgodilo v zadnjem letu. In kje je zdaj mene Bog čakal v tem križu? Kje je zdaj ta moja vertikala tega križa k Bogu? Ko sem izgubila vse gotovosti, vse, na kar sem se mi večinoma opiramo, da imaš en svoj stalen denar, bivališče, kjer živiš, družino, v kateri si sprejet in ljubljen, moža, ki te podpira, službo, ne samo zaradi denarja, tudi zaradi sodelavcev, in to je en krog spet, kjer se lahko potrjuješ s svojim delom. In kje me je zdaj Gospod čakal v tem utrpljenju? Ravno tukaj, v sedanjem trenutku, tako zdaj razpoznavam, ko me je naučil, da se mi recimo v življenju lahko zgodijo stvari, ki niso odvisne od mene. Lahko me drugi ljudje prizadanejo. Seveda tudi doletijo me posledice mojih slabih dejanj, pa moje grešnosti. In jaz lahko tukaj svobodno voljo dejansko izbiram samo nekaj, kakšno držo bom jaz v tem zavzela. Ali bom jaz šla skozi to z njim, ali pa sama. In če bom šla sama, so to pretežka bremena in jih ne bom zmogla. In to je bil ta duhovni boj, ki se je meni začel zelo namočno
ko so se te stvari začele dogajati. Boj za to, da bi stopila v povezanost z Gospodom, da bi jaz od njega prijela to moč, da jaz to vse zmorem prebroditi, ne. In sem se res trudila in tudi hudi vidim sovražnih človeške narave, ne, kot reče Ignacij Lojoljski, se je tudi trudil na polno. Tako da bliki, ko sem enkrat začela bolj razločevati, katere misli so od njega, da prihajajo v pomorah zjutraj, ne, ki so bile tako hude, da skoraj vstati nisem mogla na noge, ne, ker so mi kar vrteli in se počutila, da me vse stiska, da me vse tišči, da ne morem, ne. Takrat sem si bolj pomagala s tem, da sem začela moliti s telesom, da sem še telo vključila, da sem začela delati razne dihalne vaje s ponavljanjem svetopisanskih citatov, ne. Ker enostavno obrazci in običajne molitve, kot so Oče naš ali pa rožni venc, niso prodrle skozi ta oklep te stiske in tega trpljenja, kam me objemo, ne. Naučila sem se pa tudi razločevati. In sicer sem videla na dva načina, me je hudi dejansko odrezal stran od Gospoda, ne. Ker tako je, ne, recimo Bog se nikoli ne obrne stran od nas, ne, mi smo tisti, ki se obrnemo, jaz se obrnem stran. In zakaj se obrnem? Jaz sem prepoznala dva taka zelo močna razloga. In sicer, ali grem nazaj v preteklost, ker me čaka ogromen krivde, ne. Glede na to mojo situacijo sem se lahko obtoževala za marsikaj, ne, kaj sem zakonno narobe naredila, da so se zadeve tako razvile in da je prišlo do tega razdora, nasilja in na koncu do ločitve. Potem se sprašuje, zakaj si izgubil službo, bi lahko kaj drugega naredil, da bi obdržal, ali sem spregledala določene stvari, ali bi se mogla še bolj potruditi, ne. Pa sem izgubila tudi ena taka honorarna dela, ki sem jih delala kot prostovoljka. Enostavno so potem zaposlili nekoga drugega in bilo še večje razočaranje, še večja izdaja, kot češ, jaz sem bila dobra takrat, ko je bilo delo zastonj, ko je bilo pa za plačano, je pa nekdo drug prišel, ki ni nikoli še prej sodeloval, ne. Tako, no, to je razočaranja, izdajstva, to se je zelo tako kopičilo, a ne, in je bilo tukaj, je bila ena taka špranja, ne, kjer je hudi lahko mene takoj zasukal in sem začela potem vrteti s tem obtoževanjem v tej krivdi v preteklosti, kjer dejansko se ne da nič več spremeniti in je to samo izguba časa. In tam tudi ne najdeš Boga v krivdi, v preteklosti, jaz ga nisem nikoli našla, ne. Druga plat je v prihodnost in strahovi pred prihodnostjo, ne. Isto, ko ostaneš brez sredstev, ko veš, da boš ostal brez stanovanja. To so strašni strahovi, to je strašna negotovost, ne. Tukaj ni tako enostavno reči, Gospod, jaz vate zaupam, pa vem, da boš ti poskrbel zame, tudi če sem imela že veliko izkušenj te vrste, ne. Ampak vedno znova je treba to ponavljati in takrat, ko je težko, je to veliko hujš, kot pa veliko težje, kot pa takrat, ko ti gre dobro. Jaz sem to neštektokrat v enem slavljenju govorila, Gospod, vate zaupam, ti skrbiš zame, ampak takrat, ko je pa tako, ko si po tisti temi, je pa to težko gre, težko sploh izustiš vse te stvari. Čeprav so resnične, ne. In glede teh strahov, no, v prihodnosti, sem isto videla, te me tukaj isto me odreže od Boga, isto me zveže, da potem ne naredim to, kar bi lahko po svojih najboljših močeh. Zato, da bi bila prihodnost se začela odvijati, tako kot si jaz želim, ali pa v skladu z Božjo voljo. Enostavno si zvezan, si brezvoljen, ne, celo to pride, ne, zgubljaš voljo, da bi karkoli naredil, vse postane brezvezen. Tako močni so te strahovi, ne, in spet odreže od Boga in zato se tako dogaja, zato pa ni moči, ne. Sem si pomagala enkrat in sem začela pisati listke, kaj vse me straši, kadar sem bila v takem občutju, ne. In ko so prišli tisti dogodki, niti enkrat ni bilo tako, niti enkrat. Zmeraj so se stvari čisto drugače odvile. Pa tudi v primerih, recimo, ko sem izgubila na sodišču, pa ko je bilo vse zelo mojo škodo,
potem Bog po drugi poti poslal, včasih čist po neznanih ljudeh, neko vrsto pomoči. Da mi dejansko, če tako gledam, v slabi situaciji prav nič ne manjka. Ne. Živim sicer veliko bolj skromno, pa preprosto, ampak imam veliko več povezanosti z Gospodom in to je tisto, kar v bistvu najbolj potrebujem. Ne. Ta drža, ne, biti z njim, pa biti z njim v sedanjem trenutku, ne, tukaj in sedaj. Ne. To se mi zdi, da mi je hotel tako spregovoriti na srci. Ne. No in zdaj bi vas povabila, da bi skupaj naredili eno vajo tega ozaveščanja sedanjega trenutka. Eno zelo enostavno in kratko. Dala še malo glasbe. Vas povabim, da se lepo sproščeno usedete, položite roke na stegna, na kolena. In se zaveste tega trenutka, tukaj in zdaj. Da se zavemo svojega dihanja. In globoko vdihnimo skozi nos in izdihnimo skozi usta. Se zavemo, da nas Gospod diha, da nam On daje življenje, vsak trenutek, kot zastonjski dar. In diham, dih skozi nos, izdih skozi usta globoko. In se zahvaljujem za dar življenja. In dvignem levo roko k srcu in položim desno dlan na levo. In vdihnem in sprejemam Gospodovo ljubezen in dvigam roko. In pa spuščam, izdihujem vsa svoja sovraštva. Vdihujem njegovo ljubezen, izdihujem svoje zamere. Vdihujem njegov mir, izdihujem svoj nemir. Vdihujem njegovo veselje, izdihujem svojo žalost. Vdihujem njegovo krotkost, izdihujem svojo jezo. Vdihujem njegovo usmiljenje, izdihujem svoje neodpuščanja.
Vdihujem vse milosti, s katerimi me obsipa, in izročam svojo bedo. Vdihujem njegovo moč in izdihujem svojo nemoč. Tako preprosto sem, jaz v njem in on v meni. Zdaj bi vam podelila še eno izkušnjo, pričevanje, kako mi je Gospod močno spregovoril na srce. In sicer se je to zgodilo pri življenjski spovedi, do katere sem prišla na ta način, da sem po 4 letih zakona, ko se je pojavila prva zelo huda kriza, verjetno zaradi tega, ker je bil moj mož edinec, vdov in sin, čustveni partner njegove matere. In potem, ker smo skupaj zaživeli v istem stanovanju, enostavno ga je to razklalo, ne. Ni znal prerezati popkovine, ni znal se odločiti, da bi bil najprej mož in oče. In to ga je prevedlo v hude psihične težave. In po 4 letih je to bil za nas vse, ne. Takrat sem ravno rodila drugega otroka, sina. To pomeni en hud pekel, ne. Pekel, ker ga ne bom nikoli pozabila, to so bili verjetno, poleg teh dnevov, ki se mi zdaj dogaja, takrat tudi najhujši dnevi mojega življenja. Z vrhom med temu, da je s tem, ko me je obsojal varanja, pa sumničenja marsičesa in v bistvu iskal samega sebe, pa eno trdnost, ne, pa hodil pijan domov, pa razbijal, pa vse sorte. In enkrat, ko sem dojila sina, ne, takrat je bil še dojenček, tako prišel do zadnje in me je boksnil tako močno, da mi je verjetno takrat rebro ali nekaj moglo biti, ker mi pol leta, ko sem dvigala otroka, me je skozi bolelo, ne. Ampak takrat sem bila v temu, se mi je smilo in nisem hotela, da bi ga prijavila, kakoli naredila, ne. Ampak sem enostavno upala, da se bo spremenil, da bo Bog pomagal, oziroma takrat sem iz enega oddaljenega kristjana sem se spet spomnila, ne, moje babice, kako smo skupaj molile, pa da sem jaz imam vse zakramente, pa kaj se je zdaj zgodilo z mano, da sem jaz kar samo še v večjih praznikih najdem cerkev, ne, pa mašo, pa kje daleč sem, ne, ampak spomnila sem se tudi to, da verjetno to, kar se mi dogaja, da sem jaz kriva, da sem toliko stvari narobe naredila, da sem taka grešnica in vse, ne vem, se mi zdi, da sem jaz tako prve ruko naučila verjetno res, ker zdaj, ker sem še več drugih zgodb slišala, je kar to neka splošna, da se takoj, ko se nam hude stvari zgodijo, obsodimo, ne, tle nas pa zdaj Bog kaznuje, on je pa zdaj tisti vniki, on je bo zdaj fejst prebil, ne, pa tako. No, ampak mene je ta miselnost me vsem pripeljala do tega, da sem se odločila, zdaj pa jaz moram teči v cerkev, pa tam narediti res eno temeljito spoved. In res mi je bilo hudo, vse sem premišljala celo življenje, kaj sem narobe naredila, kje sem se zgrešila, ne, in sem to potem res pri tej življenjski spovedi z enim takim močnim kesanjem v solzah povedala in sem imela tudi to srečo, da je bil spovednik tak ljubeč, da me je peljal skozi to, ne, lepo in da mi je odprl pot Hočetu, ki pa čisto drugače, ne, kot sem jaz mislila. Pri tej spovedi sem doživela, da je Bog ljubeč. On je na to, ko sem jaz bila tam se valjala od reku v prahu svoje grešnosti prepoznane, mi je poslal to občutek, ta božji dotik. Pregovoril na srce, ljubljena si, dragocena si, moja si. Odgovoril mi je s tako brezpogojno ljubeznijo na to. Sem videla, da to ne drži, ne, kar sem bila naučena.
In ta ljubezen je mene potem spremenila. Ta ljubezen mi je popolnoma spremenila življenje, da sem se jaz takrat tako obrnila in oklenila Kristusa, ne, in ga začela iskati na vse možne načine. In se potem na pravi način tudi pokesala teh napak, ki sem jih naredila, ne, tako brez glavo kot prej, ne. Ampak samo ljubezen je tista, ki spremeni, ne kazen, ne, pa obsodbe. In še nekaj, ne, ker sem se jaz prepoznala kot grešnica, ljubljena grešnica, sem prepoznala tudi to, da potrebujemo usmiljenje, da potrebujemo odrešenje, ne, da potrebujemo odrešenika, zato mi je postal Kristus pomemben, zato sem potem iskala oseben živ odnos z njim, ne. In ker sem jaz pri sebi to doživela, da jaz to potrebujem, mi je čisto razumljivo, da tudi drugi ljudje potrebujejo usmiljenje in da tudi potrebujejo moje razumevanje, da lahko rečem, ne obsojaj svojega brata, sestro, če greši drugače kakor ti. Da se zavedam tega, ne? Vsi smo grešniki in vsi smo potrebni Božjega usmiljenja in odrešenja. In to je v mene potem pripeljalo v to horizontalo križa, ne? To razsežnost, ne? Občestveno, to, da mi lahko tudi Bog govori po drugemu človeku. Takrat, ko se moj odnos spremenil v temu, ne, da jaz človeka sprejemam, da ga ne sodim, ne, in da se zavedam, ne, da vsi smo tle na isti poti tega iskanja Boga. V duhovnem življenju je neke vrste skušnjava, da imamo upanje ali pa prepričanje, da bomo svoje stiske rešili za formulo jaz Bog. Zadnje besede od Carmen so, ne, se pravi, da je ta spoved pripeljala v horizontalo križa, ne, ker ni več samo jaz in Bog, ampak jaz, Bog in še nekdo drug. Moj brat v Kristusu ali sestra v Kristusu. Kajti, če skušamo živeti samo to formulo jaz, Bog, ne, tvegamo, da se zapletemo v eno lastno iluzijo, ki nas bo morda pripeljala samo do tega, ne, da bomo na koncu samo še jaz, ker Boga tudi ni več na obzorju. No, tukaj mi je spet navdih Dietrich Bonhoeffer. Pravi, poslušati brata, kakor poslušamo Božjo besedo. Prvo služenje bližnjemu je, da ga poslušamo. Zato nam je Bog dal brata, ne? Zato nam je dal sestre. Zato, da bi bil on lahko tudi preko tega tudi prisoten v mojem življenju. In kaj pravi o tem? Poslušati brata, kakor poslušamo Božjo besedo. Jaz seveda ne vem, če poznate, ampak to je ena taka drobcena knjižica, ki je bila šele lansko leto prevedena in izdana v Sloveniji. Ne? Od Bonhoefferjeve smrti minilo že 60 let. In to je skupno življenje. Priporočam, je izdala založba Dravlje. Pravi, prvo služenje bližnjemu je, da ga poslušamo. Kakor se ljubezen do Boga prične s poslušanjem njegove besede, tako se ljubezen do brata začne s tem, da ga poslušamo. Tudi Bog nam ne daje le svoje ljubezni, ne, tudi Bog nam prisluhne. Eliju je Bog prisluhnil in potem mu je dal en namig. Se pravi, Božje delo je tudi, če smo sposobni prisluhniti bratu. Tukaj seveda naletimo na problem, da je poklicna deformacija nas, kristjanov, duhovnikov pa še posebej ta,
da mislimo, da moramo vedno nekaj ponuditi drugemu, ne? En nasvet, eno rešitev, eno nekaj. In seveda, ko potem človeka srečamo, je potem to naša prva naloga. Nekdo ti potoži o tem, kako je, ti mu že podeliš 10 nasvetov, kako bi lahko boš. On je rabo pa samo enega, da mu prisluhne, kako mu je. Ne? Možje imamo sploh to težavo, če žena kaj potoži, ali pa če ženske kaj potožijo. Možje morda se prepoznate tem, ne vem. Mi pozabljamo, da če človeku prisluhnemo, je lahko to veliko več kot govor. To pravi Bonhoeffer. Se pravi, številni ljudje iščejo take, ki bi jih radi poslušali, pa jih med kristjani ne najdejo. Ker rajši govorijo, kot bi morali prisluhniti. Da se v teh 60 letih nekaj prida spremenila. Prav, kdor takoj ne posluša brata, ne bo znal prisluhniti niti Bogu, tudi pred njim hoče sam govoriti. In zdaj naprej pravi, to je začetek duhovne smrti, končno ne preostane drugega kot duhovno brbljanje, bratska prijaznost, ki se duši v številnih lepih pobožnih besedah. Nekaj domače. Kdor ne zna dolgo, potrpežljivo poslušati, bo govoril, ne da bi res drugega ganil, končno pa ničesar ne opazi. Kdor meni, da je njegov čas preveč dragocen, da bi ga tratil za poslušanje bližnjega, nikoli ne bo imel časa niti za Boga, niti za brata, ker je vedno sam zase, za svoje besede in svoje načrte. Ja, in žalostno je lahko tudi z našim duhovniškim življenjem, tako tudi sam sem imel obdobja, ko sem imel tokenih prenov in dela, ne, da se enkrat zgodilo, sem na hodniku srečal eno prostovoljko in me pozdravlja. In jaz sem eno odzdravil, ampak jaz čez 1 uro nisem vedel, da sem to osebo tam srečal. Ona pa se je čutila prizadeto, ker je videla, da sem v enem svojem svetu. Pač sem jih razmišljal, kam je treba nekaj omare nesti verjetno. In duhovniki smo lahko z raznim delom pač toliko zaposleni, da se potem zgodi to, ne, kar pravi tukaj. Nimamo časa za poslušanje bližnjega, ker smo vedno sami zase, za svoje besede in svoje načrte. In potem ljudje iščejo drugje, ker v cerkvi več ne najdejo. In to so potem bolj čakalnice psihiatrov pa terapeutov polne, ne pa spovednice. Pravi tukaj, poganski svet danes ve, da velikokrat lahko pomagamo drugemu zgolj tako, da ga resno poslušamo. Zato danes laične duševne posvetovalnice sprejmejo mnogo ljudi, tudi kristjane, in jim skušajo pomagati. Kristjani so pozabili, da je nalogo poslušati ljudi v stiski njim zaupal Bog, ki je vzvrsten poslušalec in hoče, da sodelujemo z njegovim delom. Rekno, ne samo duhovniki, morda smo nekako vsi kar malo tako ratali, ne? Pozabili, da je to nalogo poslušati ljudi v stiski njim zaupal Bog. Pravi, potem naprej poslušati moramo z Božjim ušesom, dokler nam ne bo dano, da govorimo z Božjo besedo. In seveda je več kot samo poslušanje, ne? Je tudi, da nosimo bremena drug drugega. Pravi, bodimo pripravljeni, da nas prekine Bog, ki bo vedno znova prekinjal naše poti in načrte, saj nam bo pošiljal ljudi z njihovimi zahtevami in potrebami.
Ja, Bog nas bo prekinjal, ne, naše poti pa naše načrte. To je dejstvo, ko nam bo pošiljal ljudi za potrebami in zahtevami. Zdaj se mi pustimo prekiniti. Ali smo pač tako kot tisti duhovnik, ki je šel mimo onega na cesti, pa morda takrat prebiral svetopismo, oziroma je bil zatopljen v branje svetopisemskega odlomka. In Samarijan pa je šel mimo, pa se je povstal. Ne? Se pravi, to je kar izziv. Se pravi, poslušati brata, kakor poslušamo Božjo besedo. To je ta horizontalna razsežnost križa, ne? Ker samo jaz in Bog formula ne deluje. Deluje formula jaz, drugi, Bog. Meni je zelo blizu ena misel, ko pravi, ko se odpremo drug drugemu, a ne, se odpremo Bogu. In Bog tako lahko vstopi v naše življenje. In tukaj pa je naslednja stvar, ne, o kateri govori Bonhoeffer. To je po tem naslednjem poglavju, 5., ne, ko govori o spovedi. Ampak zdaj ne bom govoril o spovedi, ker ko vi slišite besedo spoved, takoj pomislite na leseno škatlo in duhovnike, ki not sedi. Bonhoeffer je bil protestant, ne, ni mislil v tem smislu. Vprašanje je, kje v cerkvi je prostor, ki je varen, ki je prostor odpuščanja, sočutja, odzavljenja, upanja. Se pravi, kje so ti prostori? Kje lahko najdemo varen prostor, da bi lahko spregovorili o svojih ranah, o svojih stiskah, da bi našli sprejetost, da bi našli sočutje, odpuščanje, upanje. Ali smo cerkev kot ena disfunkcionalna družina, kjer so pač naslednja pravila, to je ne govori, ne čuti in ne zaupaj. Več ali manj je morda to tista naša primarna izkušnja cerkve. Se pravi, da je to prostor, kjer ne govori, ne čuti, ne zaupaj. Se zberemo pač pri nekem obredu, vsak samo v relaciji je z Bog, ker te horizontalne ni, ker si morda niti roke ne podamo med mašo, kaj šele, da bi si zaupali kaj več od tega, kako smo, recimo. Pravi, izpoved lastnih grehov odpre pot k skupnosti. Izpovedujte grehe drug drugemu, to je iz Jakobovega pisma, iz 5. poglavja, 16. vrstica. Kdor ostaja sam s svojim zlom, je povsem osamljen. Dogaja se lahko, da kristjani na vzklic skupnemu obredju, skupni molitvi in skupnemu služenju ostanejo sami. Ne zmorejo napraviti zadnjega koraka do resnične skupnosti, ker so z njo povezani le kot verniki, pobožni ljudje, ne pa kot grešniki. Ker je skupnost pobožna, ne dopušča nikomur, da bi bil grešnik. Zato vsakdo pred skupnostjo in pred seboj skriva grehe. Ni nam dovoljeno, da bi bili grešni. Kako bi se številni kristjani zgražali, če bi nenadoma odkrili, da se je pravi grešnik urinil med pobožne ljudi. Zato ostajamo sami s svojim grehom, v laži in potuhi, ker je tako grešniki smo. Vam je to kaj domače zveni? Seveda. In to se mora spremeniti, ne? Ker na tak način naše krščanske skupnosti nimajo prihodnosti. Pač je na prihodnost v životarjenju, ne? Ampak
ni pa življenja. Bonhoeffer pravi, ne, da Kristus sploh ne more vstopiti v tako skupnost, da se odrešenje ne more zgoditi. Sej konc koncev, če tako pomislimo, če si v eni stiski, od njej ne moreš spregovoriti v svoji krščanski skupnosti, kdo pa naj sploh te podpira v molitvi. Dobro, Helena, ki je predavala včeraj o svoji izkušnji, ima raka na dojki, ne? To je nekaj tazga, kar ni moralno. Se pravi, tem človek lahko spregovori v skupnosti in prosi za molitev in podporo. Ampak na svetu je toliko drugih stisk še. Ne? Ona sama pravi v svojem intervjuju na Iskreni net, da ko pa ona pomisli na ločene, ne, se zdi, da je to, kar se je pripetilo, manj kot to, kar se zgodi nekomu, ki mu razpade zakon. Da je veliko težje živeti z razpadnim zakonom 60 let še, ne, kot umreti za rakom. In tudi jaz, ko zdaj delam z ločenimi ali razpoločenimi, pač v tej skupnosti srce, skupini srce, ja, oni imajo vsi izkušnjo, da oni so bili ti grešniki, o katerih tukaj Bonhoeffer odgovori, ne, ko v trenutku, ko so jih odkrili kot grešnike, ne, so se potem nad njimi izgražali. Ne. Malo se je to že spremenilo, ampak to je pač ta izkušnja in seveda pač se nisi mogel prijeti neke pomoči, če si pa ostal sam. Ne. In ljudje se niso niti upali povedati v cerkvi, da so se ločili iz strahu, da ne bi bili več sprejeti. Pa da ne gremo potem naprej v težave z zasvojenostjo, pa vse karkoli ima, karkoli grešnega pridaha, ne. Tam pa sploh ljudje lahko iščejo pomoč edin v eni anonimni skupini, ker v cerkvi ni varno, da bi spregovorilo svoje stiske. So lahko to izredno velike stiske. Že depresija pa ni zasvojenost, ne. Je taka stiska, ko se ljudje ne upajo spregovoriti. Pred leti sem imel duhovne vaje za depresivne. Ja, marsikdo je bil, ki niti svojemu možu ni upala povedati, da je zdravila proti depresiji. Kaj šele, da bi povedala v cerkveni skupnosti, kjer je, ne. Tako da vse te stvari nas lahko zelo osumijo. Je pa rešitev, ne. Namreč rešitev jo predlaga že Bonhoeffer, ne vem, če ste slišali. Sem trenutek. No, on pravi tako pravzaprav. Čakaj, da sem jih malo zdaj izgubila tole, ko sem si... No, zdaj ne bom iskal tega, ampak edino, če pridemo skupaj kot grešniki, a ne, potem se pa odpre ta pot k odrešenju, se odpre pot k Kristusu. Se pravi, dokler prihajamo skupaj kot pobožni ljudje, kjer vsakdo skriva svoj greh in svojo bolečino, se ta pot k Kristusu ne more odpreti k odrešenju. Se pravi, nujno je zato, da pridemo skupaj kot grešniki. In lahko da rečem, da če je srečenje skupine srce ob srcu, je to vrstna cerkev, ne.
Se pravi, ko ljudje pridejo skupaj kot grešniki, kot ranjeni. In tam pa lahko spregovoriš, tam te pa noben ne vrže ven iz skupine ali pa začne obsojati. Tam dobiš razumevanje, sočutje, upanje, odpuščanje. Pa kaj več o tem bo pa še Karmen zdaj rekel. Nadaljujem, ko mi bo govoril na srce po drugem človeku. Najprej v moji stiski po duhovnem spremljevalcu. Lahko rečem, da sem mu hvaležna, da sem še živa, ker je bilo včasih tako hudo. In enostavno, tako kot sem prej že opisovala, se zgodi, da se odrežeš od Boga, zaradi krivde ali strahov. In kako takrat pomaga, da je nekdo, ki je pripravljen poslušati. In da je na voljo, da ga lahko pokličeš in da to poveš. Se mogoče sploh ni treba par stavkov ali pa on reče eno besedo, dve, pa si potegnen ven iz te vode, kjer se potapljaš. Ne? In to je, no, jaz tudi prepoznala to, da mi Gospod govori na srce. Človek, ki mi posluša z eno naklonjenostjo in ljubeče brez obsojanja. In ker je to en človek, ki pozna mojo zgodbo v detajlu, ne. Ker tako ne, mi ponovadi smo navajeni, enemu poveš to drugemu, nekaj drugega, noben pa ne pozna celote, ne. Zato je tako dragoceno duhovno spremljanje in da imaš stalnega duhovnega spremljevalca, ker on pa spremlja tvojo zgodbo in jo pozna in potem naslednjič ni več treba vse razlagati, ne, ampak nadaljuješ tam, ne, kjer si prej končal, ne, oziroma kar se ti trenutno dogaja. In je to res taka neizmerna pomoč. In tudi sama, ne, ker sem se tudi usposabljala za duhovno spremljanje pri jezuitih, ne, sem tudi v svoji stiski, ne, in je bilo zanimivo, kako mi Bog poslal ravno take ljudi, ki so tudi se srečevali, ne, s stisko ločitve ali pa s kakšnim trpljenjem, ker sem ga jaz tudi sama izkusila. In potem, ko človek govori, sem vedela, o čem govori in to se čuti, ne. Lažje je potem stopiti iz sočutja na višjo raven empatije, ne. In se človek počuti bolj razumljen in tudi sama sem občutila, zdaj jaz stopam v rane drugega človeka, ko ga poslušam, ne, to je toliko svet prostor, ne, tam je Gospod, ne, tam meni Gospod govori, ne. Jaz se lahko samo s spoštovanjem priklonim v tem, ne. Ni nobenega obsojanja, nobenega zavračanja, je to res sveto, je to, no. No, isto sem pa potem doživljala zdaj v skupini Srce, sploh te nove skupine Srce ob srcu, ko smo leto začeli z njimi, ne, pa tudi delamo po eni metodi poslušanja, duhovnega poslušanja. In izgleda tako, ne, da vsak dobi gradivo z veliko Božje besede, ki ga cel mesec premišljuje, potem se pa dobimo enkrat na mesec v manjših skupinah in si to podelimo, ne, tako, da vsak pove svojo osebno izkušnjo, ostali poslušamo ljubeče in naklonjeno. In nobeden nima pravice segati v besedo drugemu, nobeden nima pravice nekaj pametovati, teoretično razglabljati, dajati nekih nasvetov. To je strogo, najstrožje pravilo je to, ne. Gre se samo za to, da poslušaš in ti Bog po drugem človeku spregovori, ko deliš svoje trpljenje, svojo stisko, se tebe to dotakne in enkrat vidiš, ja, to pa mene tudi še boli, ali pa prepoznaš v njegovem ravnanju, to bi pa jaz tudi lahko poskusil narediti, ne. To bi pa meni tudi pomagali, ne. In tako Bog zelo tako očitno in jasno po drugem človeku nam spregovori. Če spoštujemo to, ne, da se držimo tudi tega, da vsak pride na vrsto, da pove svoje, ne. Mi smo navajeni v teh raznih skupnostih, ne, tudi da zmeraj samo eni in isti govorijo, ne, tisti, ki so najbolj nasilni, pa najbolj glasni, pa si vzamejo besedo, nekateri pa vedno ostanejo tiho, ne. Tukaj je pa tudi to pravilo, vsak pride na vrsto in vsak ima isto časa na razpolago, čas je omejen, ne, tako da se treba nekako pripraviti, da nisi predolg. Tudi to spoštovanje, ne, vsakega in za prostor zaupnosti, ne. Prvič res je razumljen, ker so tukaj
ljudje, vsi, ki imajo iste izkušnje, se pravi v tem primeru izkušnje ločitve. In to že daje en občutek varnosti, da boš razumel. Potem je pa tudi pravilo, da vse, kar je slišano znotraj skupine, ostane pri tebi, ne? Se o tem ne govori, ne? To je neka zaveza za obljuba, ki jo damo. In tudi to, da se spoštuje, če nekdo ne zmore še spregovoriti, ne? Če je enostavno tiho in so vsi tiho. In z njemu čutimo samo to njegovo neizgovorjeno bolečino. Tudi temu se da prostor. Ne? In to je potem neko občestvo. In tam je prostor, da lahko Kristus vstopi, da lahko Bog vstopi in on deluje. In to se čuti. Ne? In ker on je edini, ki nas zdravi, in on je edini, ki nas spreminja. Mi sami to ne zmoremo. To je slepilo, ne? Če mislimo, lahko s svojo voljo nekaj časa delamo na nečemu, ampak dejansko v bistvenih stvarih nas pa sem Bog spremenil. In takrat, ko mu damo prostor, ko mu sploh pustimo, ko se ta naš ego malo zmanjša, pa umakne, da on stopi. Toliko enkrat. Ja, jaz osebno imam izkušnjo te Bonhoefferjeve cerkve, ne, se pravi cerkve grešnikov, morda najbolj iz Helinega Vinograda, duhovnih vaj za tiste, ki so doživeli travmo splava, pa iz Teme v luč, oziroma angleška verzija Grief to Grace, se pravi duhovnih vaj za zlorabljanje, ali pa tiste, ki so pač doživljali nasilje, takšno in drugačno. In tam sem tudi videl, da je potem pač moč tega. Recimo, če opišem, ne, se pravi, kako je v teh dveh programih, tako kot je pač v tej naši brošuri, ki predstavlja napisan, pravi, ljudje prihajajo na Rahelin Vinograd in na Teme v luč, ali pa pač na vse druge programe ozdravljanja, zaradi tega, ker so obupani. Kakor krvotočna žena so izčrpani od iskanja ozdravljenja. Nič ni moglo ozdraviti njihovih krvavečih src. Notranja razklanost, ki jo povzročita splav in zloraba, je njihovo življenje onesnažila s trupom sramu in izdajstva, ubijala dobroto in vrline, ki jih je Bog načrtoval za njihovo življenje in za cerkev. Ljudje iščejo proces ozdravljenja, da bi jim omogočil integrirati spomine s čustvi, da bi jim pokazal, da so sposobni dajati in prijemati ljubezen in jih naučil, kako v globoki ponižnosti, zaupanju in svobodi živeti iz tega, kar verujejo. No, če kje recimo sem v tistih skupinah, tudi jaz lahko popolnoma iskren v sebi, kar je v cerkvi praktično nemogoče. Ker kateri duhovnik še s križnici lahko pove kaj več o svojem notranjem življenju, morda tako kakšne stvari iz daljne preteklosti še povemo. Ker preprosto je recimo vzdušje v naših skupnostih pač tako, da se od ljudi pričakuje neka popolnost, od duhovnika pa dvakratna, ker te nekako skupno že hoče imeti na nekem piedestalu, ne? Ker moraš ustrezati določenim normam. In to je res, kako bi rekel, se potem za nas duhovnike ni dobro, ne? Ker nas to izolira. Za ljudi ni dobro, zato ker mi s svojim zgledom tudi ne ustvarjamo tega vzdušja, da pa je cerkev en prostor, kjer smo lahko drug pred drugim grešniki. Mi sicer to formalno rečemo vsakič, primašal sem mogočnemu Bogu in vam, dragi bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, to formalno vsakič to izpovemo, ne?
Ampak če bi rekel, ok, zdaj si povzemo minuto, pa si povemo en detalj. Konc, ne? Pri formalni izjavi to še gre, ne? Se pravi, pri eni konkretni ne bi šlo več. No, ko priješ po te skupine, tam pa velja eno pravilo popolne iskrenosti. In tam človek dejansko potem doživi nekako to te ozdravlja sramu, nizke samopodobe, tam se začuti sprijetega, razumljenega, dobiš tisto sočutje morda, ki ga nisi v življenju dobil, ko si šel skozi določene težke izkušnje. Ne? Lahko dobiš nekaj v tisti skupini. Seveda moram pri tem dodati, da to so posebne duhovne vaje, ki so izrazito svetopisemske, ampak svetopisemske v tem smislu, da se sledi metodi, ki se ji reče living scripture, živa beseda. In ta metoda je tako, da se vedno prisluhne enemu odlomku evangelija. Recimo, prej sem omenil ženo, ki je krvavela, 20 let, se to prebere, potem sledi taka domišljijska meditacija, ki ti pomaga, da vstopiš, da si v domišljiji predstavljaš tisto ženo, koliko je bilo sram, recimo, In tem sramo, ko si sploh ni upala do Jezusa pristopiti pa in povedati, kaj je njen problema, se je odločila, da se bo skrivaj dotaknila njegove obleke v množici. Ko se tu res predstavljaš, koliko je moglo biti sram. Se pravi, da je poiskala množico, da se bo v množici skrivaj dotaknila njegove obleke. Ampak imela je vero, da je to lahko zdravi, ker je iskala stik. In potem, ko se to dejansko res zgodilo, ko je začutila, da je ozdravila, Jezus pa da je šla energija z njegovega telesa, se je mogla posoočiti s tistim, česar je bilo najbolj sram. Predvsem povedati, kaj je njen problem. Zato, da bi se dejansko njeno ozdravljenje zgodilo popolno. Jezus karkoli je delal, je vse delal v skupini, tako kot smo mi tukaj. Ni šel nekam privat, se zaklenil v eno sobco, pa tega je bilo dva primera, recimo iz Evangelija, da bi bilo, pa še tam so bili prisotni drugi. Se pravi, vedno zdravno v javnosti, kar verjetno nam nekaj sporoča. No in ta Rahel Vinograd je tudi tak, se pravi, je vse v skupini, ves proces. In potem temu sledi, potem pa tudi en tak reenactment, rečemo, ko jaz v vlogi duhovnika stopim do vsake osebe, recimo v primeru grešnice, ki je bila kamenjana, pa jo vprašamo, kdo obsodil, pa ta oseba reče, noben je ni obsodil. Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi, ne greši več, ker to rabimo slišati, to rabimo izkusiti. Premalo je samo govoriti o nečem, Dejansko moramo to doživeti preko srečanja. Tudi srečanje z Jezusom je bilo konkretno. Je premalo, da ti nekdo nekom nekaj govori. Se moraš samo osebno z njim srečati. In v takem procesu potem vidimo, se pravi, kako Bog resnično ozdravi rane, ko so ti ljudje smatrali, da so praktično neozdravljive, ker so že bili običajno v kakšni psihoterapiji ali terapiji prej, pa to terapija eden pač ni mogla rešiti. Je skupina tista, ki ima tudi veliko moč. Če Bonhoeffer prej reče, da smo kristjani pozabili na svoj dolžnost poslušanja, smo morda tudi pozabili, se pravi, na
na moč, ki jo ima to, da se mi zberemo skupaj in smo popolnoma iskreni drug z drugim in tudi spustimo Kristusa nekako v našo sredo preko Božje besede. To bo potem resnično moč, da spremeni naše življenje. Jaz vidim pač mnoga semena upanja, ne? Vidim, kako so te skupine, kjer se prakticira metoda tega duhovnega poslušanja. To so danes skupina za ločenje, srce v srcu, skupina za moške, možje svetega Jožefa dela po tej metodi, skupina za žalovanje. Pri žalovanju je nekaj podobnega. Če ti nekdo umre, kam pa lahko greš, s kom lahko žaluješ? 2 tedna po smrti vsi zginejo, ampak tebe še vedno boli. In je skupina, recimo, nekaj lahko naprej govoriš in si odkrita, ne, se pravi, o tem. So skupine za vdovele, ne. To so vsi ti prostori, pač glede na neko specifiko, stisko posameznika, kjer nekdo lahko najde ta prostor, to skupnost, kjer ga Bog ozdravlja. Tako so še druge laične skupnosti, ki na prvi pogled nimajo nobene povezave z krščanstvom. Pa je pravzaprav njihova duhovnost izrazito krščanska. To so pa anonimne skupine raznih, lahko bi rekel, denominacij, ne denominacij, ampak mislim, da obstaja preko 30 ali 150. Prvi so bili pa anonimni alkoholiki. Se pravi, skupine, ki sledijo duhovnosti 12 korakov, ki je izrazito krščanska. En naš pater jezuit, Doyle, Father Doyle, je potem, ko so izdali belo knjigo, ko je Bill izdal to belo knjigo, ne, Big Book, veliko knjigo, to knjigo našel in prebral, se usedel na vlak in odpeljal 2000 kilometrov, da se je srečal z Billom. In ko se je srečal z njim, je rekel, to, kar si napisal, to je ignacijanska duhovnost, ne, jaz to razumem, ne, to mi je blizu. In sta potem postala duhovna prijatelja za celo življenje. Recimo s tem ustanoviteljem anonimnih alkoholikov. Ne. Ker je ta pater prepoznal, ne, se pravi, tej duhovnosti eno temeljito krščansko duhovnost. Na čem temelji? Na popolni iskrenosti, na tem, da ljudje pridejo skupaj v krogu in da delajo program. In program 12 korakov, zelo preprost, zelo temeljen, najprej priznaš, da si nemočen. Mi smo tudi nemočni pred grehom, ne? Vsakič pri maši vedno znova rečemo, priznam, da sem grešil, mislih, besedah in dejanjih, se pravi, smo nemočni pred grehom. Alkoholik je nemočen pred alkoholom, nekdo drug pred hrano, nekdo drug pred drogo, karkoli že. Se pravi, prvo je, priznaš svojo nemoč. In to, verjemite mi, je najtežje. Ko sem imel duhovne vaje za depresivne, je bilo najbolj trdo za ušesa slišati besedo, da sem depresiven. Nekdo, ki je depresiven, ne mara slišati te besede. Nekdo, ki je alkoholik, ne mara slišati te besede, da je depresiven. Ampak dokler je sam od sebe ne izreče, pomeni, še ni sprejel tega. Moramo sprejeti svojo nemoč. In potem drugi korak sledi, je, se pravi, da začneš verjeti, da pa je neka sila večja od tebe, ki te lahko zdravi. Krščanska skupnost, ko pride skupaj, mi verjamemo, da je ena sila, ki je močnejša od nas, ne,
ki nam lahko povrne zdravje. Jezus Kristus, tista sila. In tretji korak je, da svoje življenje in svojo voljo predam oziroma izročim Bogu, tako kot ga razumem. In to je temeljni korak vere. Vera je kaj? Da svoje življenje izročim Bogu. Svoje življenje in svojo voljo. Helena, ki je bila včeraj tukaj, ki mi nekako ne gre iz glave, zdaj že tretjič navajam, je bila neverjetna v tem, ne? Kako je ona svoje življenje izročila Bogu. In nekako je bila pripravljena sprejeti, kot sem je začutil, tako smrt kot življenje. Karkoli bo Božja volja. In se zaradi tega to čisto drugače sooča s svojo boleznijo, kot marsikdo drug. Po naravi se mi pač bojimo trpljenja, pa bežimo pred njim. Se bojimo bolečine in bežimo pred njo. Seveda, v eni taki skupini, kot je srce ob srcu, če se bojiš bolečine, tja ne prideš, ne. Ravno tako splav, Rahel in vinograd. Moraš biti dovolj obupan, da prideš, da si pripravljen soočiti s isto bolečino. Spomnim se enega udeleženca, ko sem se potem po duhovnih vajah pogovarjal z njim, ko mi je rekel, na teh duhovnih vajah sem se naučil nekaj, da lahko sprejmem bolečino in sem z njo. Da ne rabim bežati pred njo ali pa je potlačiti. Pomeni sprejeti bolečino, biti z njo pomeni tudi, da lahko govorim o njej, da lahko delim z drugimi. In je na ta način dan ven. In krščanska skupnost ne bi bila ta prostor, kjer to bolečino sprejmem in delim. Karmen ima veliko zgodb ločenih, se pravi. Ja, morda še eno primerjavo, še prej, če dodam. No. Se spomnite, ko Kristus ostane in se prvič prikaže učencem, Tomaža ni bilo med njimi, no pa se prikaže drugič in je Tomaž med njimi. In kaj mu Kristus reče? Dotakni moje rane. Svoje rane. In veruj. Da. Kako? Dotakni se moje rane in veruj. Ja. In Tomaž Halik, to je tale duhovnik iz Praga, je napisal knjigo Dotakni se rane, ne? Priporočam v branje. In morda je ravno tisto, kar mi kot krščanska skupnost, smo povabili, da ko pridemo skupaj, lahko razadenemo drugemu tudi svoje rane. Na ta način tudi Bogu dovolimo, da se dotakne naših ran in pozdravi. No, jaz bi tudi še dodala na to, kar je Tomaž govoril, da me veseli, ker naš papež Frančišek nas tako preprosto vabi k temu, da smo usmiljeni, da se res začutimo kot Kristusovo telo in če en del trpi, vsi trpijo z njim. Po izgledu Jezusa, vam kaže na Jezusa in zdaj mi smo v eno občestvo, kako bi mogli tudi rasti v tem usmiljenju. Ker če ti jokaš nad svojim trpljenjem, dostikrat to pripelje ali v depresijo ali samo usmiljenje. Ko pa jokaš zaradi trpljenja drugega, takrat pa naše kamnito srce postaja mesilno. Ko lahko vstopiš v ta svet prostor drugega, v njegove rane. In zato je pa treba poslušati. Če dam zdaj samo ene par tako na hitrico primerov iz tega področja stisk razvezanih, da bi malo začutili kako je vsaka zgodba enkratna in kako mi tlele zelo prehiter sodimo na podlagi enih zunanjih
okoliščina, pa tistega, ker mislimo, da vidimo, pa še zdaj ne poznamo. Se vemo tudi za sebe, na marsikaj nam jasno reči, samo Bog to ve, ne, kaj šele za drugega človeka. No in pri ločenih dostikrat poslušamo te besede, ne, ja, ta pa nima dosti vere, pa ni bil dosti potrpežljiv, pa ni dosti molil, pa kaj še vse, no, ni se obljube držal pred Bogom, pa itak si obljubila, da boš v sreči in nesreči z njemu, ne, zakaj si pa zdaj, ne, kar učila, ne. In to sam kaže na eno poznavanje, ne, ker nekdo, ker ni več mogel biti, so trije zelo taki vzroki, ne, zakaj se to zgodi, ne. Ali si zaradi nasilja, raznih odvisnosti, se pravi alkohola, zdaj imamo še te igre na srečo, lahko je tudi internet, delo, pornografija, ne, teh odvisnosti je vsak dan več, ne. In to človeka spremeni in drugi, ki trpi v takem odnosu, mora oditi zato, da reši sebe pa otroke. Jaz lahko rečem iz moje zgodbe, da sem jaz predolg časa čakala, preden sem ta korak naredila, preden sem rekla ne, pa me je postavila, pa je šlo narazen, ker ni moglo več skupaj obstati, ker je bil prepad prevelik, ne. In tukaj je noben seminar za zakonce, nobena taka zadeva ne more več pomagati, ne, zato ker je zraven odvisnost, ker je ena taka, ko bi rekla, bolezen, to lahko rečemo tudi bolezen, ker en človek je zbolel in ne more več sodelovati, ne more več graditi odnosa, za odnos sta pa dva potrebna, eden je premalo, ne. Se pravi, ena skupina so ljudje, ki so bili zaradi teh zadev prisiljeni prekiniti, ne, svoj zakon, da reši svoje življenje in življenje otrok. Potem so zapuščeni. Tukaj je ena velika skupina in zmeraj več jih je na žalost. Jaz to povezujem s tem, ne, ker so moški vedno bolj razvajeni in ne prevzemajo svoje vloge kot očetje, niti kot možje, niti da bi bili varuhi in oporo ženski, kjer bi skazali svojo moč, ženska bi pa lahko razkrila svojo lepoto in bila to kot je, ne da vse nas se naloži še, ne. In te možje bežijo, žal, ne. Ko se recimo, ko je ženska noseča, pričakuje tretjega otroka, ima majhne otroke, enostavno mu je pretežko breme družinskega življenja in teh naporov. In je lažje recimo za eno sodelavko, ki je tam vsa prijazna, žena pa zvečer pade v posteljo vsa utrujena, pa ne more zadovoljiti njegovih potreb, ne. In je tega veliko in ostane potem same te ženske, stare je mogoče nekaj čez 30 let ali pa po 40 in takoj potisnjene v prisilni celibat, ne. Zdaj pa predstavljajte, ne, in zdaj majhne otroke, mlada ženska, nima mož je zapustil, počuti se kot rek na cesti, zapuščena, osamljena, poleg tega in pa še cerkev prepoveduje, da bi stopila v novo vezo, da bi še kdaj imela koga, ki bi jo pobožal, ki bi objel, ki bi stal ob strani, ali pa se mora odreči, ne, se pravi, prijemanje obhajila, odveze pri spovedi in tako, ne. Tako v bistvu tak odnos je za trenutno, tako je stanje v cerkvi, žal, ne. Potem so pa zapuščene tudi babice, to je bil drug primer, ne. To so pa ženske, ki so imele lahko na zunaj krasne, ali pa tudi moški, ne, krasne zakone, vse v redu, potem se je pa začela obdobje recimo staranja in tukaj vidimo, da so moški tudi bolj občutljivi, ki se ustrašijo, ne, kaj pa zdaj, ne, zdaj pa je star, kaj bom pa zdaj naredil, da mu to mladost obdržal in jo obdrži tako, da zapusti svojo ženo, ustarelo ženo, še vedno lepo, ne, jo zapusti in gre z eno mlajšo, da bomo to povrnili mladost ali pa dali daljše življenje, pa to ni res, to vsi vemo, ampak to se dogaja. In tukaj je še bolj strahotno razočaranje, ne. Spet so tukaj zapuščeni, ki nimajo istega deleža krivde, ne. Mi bi pa vse dali isto vrečo, vsi ločeni, isti vreči, ne. Pa ni tako, ne. Pa zdaj recimo so tudi primeri zapuščenih mož, zdaj veliko te ponudbe, se vemo, novodobne, pa to razne delavnice, kako ti najdeš samega sebe, pa imena si ljudje spreminjajo, pa potem mi še povejo, da so si napačnega moža izbrali, pa ga potem pustijo, ne. Se pravi, ta ena padejo pod vpliv, ne, raznih teh
gibanj, ne, za srečno življenje, pa za lastno uresničenje, pa tako naprej. Ne. In spet zapustijo recimo en čisto revi odnos, ki je bil, ne, pa odidejo, ne, iskati eno tisto lažno srečo. Ne. Veliko je tudi razvez zaradi tega, ker je vedno bolj pogosto to, da mame naredijo otroke za svoje čustvene partnerje. Ne. Temu se celo reče, je to izraz mamizem. Ne. In zdaj, včeraj sem slišala to zgodbo, da se je zgodilo celo pri vlogi za ničnost, da je ena oseba navedla to, da je že na medenih tednih šla mama zraven od moža in celo spala v isti sobi z njima. Ne? Tako daleč smo prišli. Ne? So pa še milejši primeri, ampak tako je. Ne? In to, jaz verjamem, da mame, ki to naredijo, da naredijo čisto dobro namerno, ali pa spet ni moža, ne? In potem naredi otroka za čustvenega partnerja, ker je potreba po ljubljenosti, po nežnosti tako velika, ne? Ampak s tem pa naredi povedem veliko škodo in v bistvu razdoro eno zakonu. Ne? In je spet ene vrste to prisila, da treba iti narazen. Ne? No, potem pa so še te izgube službe in to, ne, recimo, ko so pa stiske materialne, a nekaj, da potem več kreganja pa zapuščanja. Pa zmota v sebi, recimo, tukaj imam jaz tak odgovor, zakaj je zelo čistost pred zakonom, kako jo lahko ovrednotimo. Ne? Ker če gledamo kot spolnost, kot ena krona odnosa, ne? Ker tudi je, ne? In recimo tudi v Svetem pismu tako lepo visoka pesem upiše, ne? Kot odnos moškega in žensko ali pa duše z Bogom. Ne? In to pa lahko po drugi strani tudi človeka zelo zaslepi, ne? Da ne vidi druge osebe, kakšna v resnici je. Ne? Zato, ker je ta slast in ta lepota, ne, same spolnosti to prevzame, da potem človeka ne spoznajo. Potem, ker to začetno obdobje zaljubljenosti in te strastnosti, strastimine, ne, se pa pojav, ne, ta velika razlika lahko. Ne. In je to zmota v osebi in je potem to življenje skupno težavno. Ne, in če grejo taki ljudje narazen, tudi če to razumemo, ne, ni prav, da obsojamo. Še najbolj tako, no, če sploh lahko uporabimo ta izraz, ne, krivi, ali pa se pravi tisti, ki mogoče večji delež nosijo, so tisti, ki so zapustili. In je zelo, ki so zapustili zaradi takih razlogov, ne, kot sem jih zdaj tudi naštevala, varanja ali pa lagodnega življenja, večjih materialnih ugodnosti in tako naprej. Ne. Teh pa tudi v teh skupinah, razen mogoče nekakšna izjema, ni, ne. Se pravi, vsi drugi iščejo stiske, mislim, oporo v veri, v Kristusu, se ga oprimejo, iščejo neko skupnost, ki bo jih sprejela, ne. Tisti, ki zapustijo, pa večinoma se tudi oddalijo od cerkve. To je recimo ena taka ugotovitev, zanimiva. Tako da sam to malo, zelo na hitrico sem povedala, da bi malo začutila, ne, res, koliko je tle enih stvari, enih zgodb in da je treba jih veliko poslušati, da potem se odpremo sprejemanju. Če se vrnem k naslovu, ne, spregovoril si mi na srce. Očitno je za nekoga pot do Boga tudi to, da doživi to puščavo. Pač takšno drugačno puščavo ločitve, odvisnosti, bolezni, smrti, pač tisto traumatično izkušnjo v svojem življenju. Zdaj, v takih preizkušnjah lahko človek obupa, če ostane sam. In če malo obnovim pač to, kar sem
v tem pogovoru povedal, je lahko svetopismo tista knjiga, ki ti da novo upanje. Lahko je beseda nekoga, ki ti je prisluhnil, ne, se pravi, ta Božja beseda, ko ti Bog da novo upanje. Lahko je pesem, ki jo slučajno slišiš na radiju, novo upanje. Informacije, ki najdeš na internetu. Neka slika, umetnost, poezija. Bog vedno išče poti do nas, ne. Se pravi, ni ene same, je ustvarjalen, najde veliko poti, da bi nam spregovoril na srce, ne. In tako se imam pred očmi posameznike, ki danes rečejo, da verjetno njihova vera ne bi bila tako globoka in odnos z Bogom tako močan, če bodi se ne bi zboleli ali se ločili ali postali odvisni od nečesa in so hvaležni za tisto preizkušnjo ali pa morda celo stanje, v katerem so. Za bolezen, recimo, ne? Za odvisnost, za to, da so ločeni. So dejansko hvaležni, ko se zavedajo, da so po tej poti našli Boga. Zdaj tukaj pred nami, na tem srcu, je nekaj listkov. Ne vem, jih je dovolj za nas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ni, ne? Nas je koliko? Kdo prešteje? 19. Se pravi, še ne 3 dodamo, ne? Vas bom na koncu povabil, da bomo pač vsak vzeli en listek. Je 17, ne? Da bo tudi ta Božja beseda za nekoga dotik, Božji ta večer. Še en manj gre. Še za fotografijo. Tako? Še za fotografa. Se ni pa že malo. Se pokaj ne, preveč, veš... Preveč hrane. Ja, veš kako. Ne vem, če ste zadnjič v družini brali, a ne, se pravi, ko je za eno menihinjo se rekli, da je zelo pobožna žena, ne, to zna celo svetopismo na pamet. Pa en starec je malo preizkusil, ne, pa je zalučil copatovanjo. In ona seveda ni ostala mirna in ni mogla, da mu ne bi vrnila. In potem je rekel, ja, kaj pomaga, če znaš celo svetopismo, če pa se tvoje življenje ni v ničemer spremenilo, oziroma če to nima nobenega vpliva na tvoje življenje. Tudi Pol, včeraj ga niste slišali, ne? Iz svetopisemske družbe, nekoč je delal pri svetopisemski družbi britanski, je tudi včeraj navajal en odlomek iz Svetega pisma o poslednji sodbi. Vse mi se lahko dobimo skupaj in mi lahko govorimo o Svetem pismu, pa imamo razne ta pobožne govore oziroma malo blebetamo, kot pravi Bonhoeffera, ne? Ali pa tudi Jezus je tudi govoril že o blebetanju. Ampak Jezusov kriterij je pa zelo preprosto, ne? Se pravi, kdo pride v nebeško kraljestvo, je tisti, ki je nekaj konkretnega naredil, ne?
to, da se mi pofočkamo v cerkvi vsako nedeljo, še ni pot v Božje kraljestvo. Se pravi, treba kaj več od tega narediti. Je to, da smo do nekoga sočutni, konkretni, mu pomagamo, da prinesemo tolažbo nekomu, damo upanje, to pa je pol pot v nebeško kraljestvo. Zdaj pa vsak od nas pogleda, pa poišče listek. Kdo začel? No, vsi hkrati, ne se stepste. Karmen je tako obrnila, da se ne vidi. Jaz sem bil kontra, mislim, da je pozoren. Ste prebrali? Ja. Bi kdo zamenil? Oziroma, jaz upam, da vam je Bog nekaj spregovoril. S Karmen so še mislila, ampak zdaj so pa mi malo predolgo govorila, da bi imeli še majhne skupine, ampak mislim, da v tej uri moramo zaključiti. Čeprav jutri sobota, pa boste lahko spali, ampak vseeno. Namesto 1 ure, pa še malo, je ratalo 2. Hvala vsem za potrpljenje. To pa morda še jutri zjutraj spet vzemite v roke, morda date v denarnico. Je pač eno Božje sporočilo za vas in upam, da včasih tako naključno besedo, ki jo dobiš, že večkrat doživel, da je bila tista prava beseda, ki si ne rabil za tisti trenutek. Včasih pa človek išče, pa kar nekako ne najde. Takrat mi pa morda Bog spregovori bolj po kakšnem sobratu, recimo. Pa so sestri. No to.